Pozdravljene, drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke, poslušalci. Ponovno sem z vami Peter Mikša in gledate oziroma poslušate novo serijo iz pogovorov stebri slovenskega alpinizma, torej rubrika, ki jo lahko sledite na našem YouTube kanalu Zgodovina slovenskega alpinizma. Danes je z mano tukaj v družbi Lojze Golob. Kdo je Lojze Golob in zakaj ga lahko uvrščamo med pomembnejše alpiniste svoje generacije in seveda naše plezalne zgodovine? Zakaj je steber slovenskega alpinizma? Najprej kratka predstavitev. Lojze Golob je letnik 1939, takrat se je rodil v Celju, danes živi v Solčavi, kjer smo tudi sedaj pri njemu na obisku. Rojen je bil v družini, ker je bilo 5 otrok, 3 sestre, ima še brata Janeza. Oba sta postala navdušena gornika oziroma alpinista. Za njegovo pot v gore je bil odločilen že prvi stik, prvi obisk naših lepih gora. Bilo je leta 1948, ko je oče njega in brata Janeza vzel seboj na izlet. Ta pohod je postal izhodišče oblikovanja odnosa do gorskega sveta za oba, takrat seveda mlada fanta. Lojze je od tedaj preplezal preko 250, rajši govorimo o številki blizu 300 smeri, od tega 8 prvenstvenih, veliko je bilo zimskih, pomembnih zimskih vzponov, prvih zimskih ponovitev in tako naprej. Ima tudi 6 prvih pristopov na vrhove, kako je to mogoče, ko ste slišali z pogovora v nadaljevanju. Je 2-kratni udeleženec odprav, jugoslovanskih odprav v tuja gorstva, bil je v Andih leta 1964 in na Annapurno leta 1969. Posredno pa tudi zelo pomemben za športno plezanje, pri nas celo za prvo preplezano slovensko 9A. Kako? Zakaj? Vse boste v bistvu lahko slišali v najnem pogovoru. Torej, tako, pozdravljeni, gospod Lojze, začenjamo z našim najnim pogovorom. Začnem kar z prvim vprašanjem, ki pa gre kronološko, torej od na nek način začetkov vašega udejstvovanja v gorah do današnjih dni. Kdaj ste začeli plezati, se ukvarjati z alpinizmom? Zakaj? Bi lahko rekli, kateremu dejstvu pripisujete največ zaslug, da ste svoje življenje posvetili alpinizmu? Ja, začel sem leta 1956. Prvi, ki nas je vzel na vrv, Janeza in mene, je bil Cic Debeljak. To je bila družba z predsednik, ki je bil takrat Dušan Gradišnik, to je bili stebri tam alpinizma. Kaj me je navdušilo? Nekaj sem si želel že kot dijak in kot učenec sem veliko hodil v rodni telovadbi. Ampak potem sem pa rekel, bomo nekaj drugega poskusili, ker tam je bilo, pa ni bilo. Imel sem daleč, če sem imel 1 uro hoda do telovadnice. To se pravi, da to ni prišlo tukaj veliko upoštev. No in ne vem, mislim pa, da je bil vzrok iz tega mojega preklopa knjiga 3 zadnji problemi Alp. To je Anderl Heckmayer napisal in tista me je tukaj prevzela, da sem bil prav zasvojen. No, ampak na koncu to je bil tudi moj cilj, da bi preplezal, pa nisem. Mislim, to je žalostno. Torej, če pogledamo, kje je bil ta začetek, kateri alpinistični odsek je bil to? Celje. Jaz sem začel v Celju in potem, ko sem šel v Ljubljano na srednjo šolo, sem bil pri akademskem planinskem društvu. Od tam pa, mislim, z njimi sem tudi šel v Ande kot akademik. Potem pa sem, pri GRS Ljubljana sem bil, pa GRS Celje, pa ne vem, kar se inštruktor. Skratka, sem se ukvarjal z vsem mogočem, kar se hribu tiče. Tako da opremo, tukaj pravite, kakšno opremo smo imeli.
Ja. Moram povedati nikogar. Mogoče enkrat je en fant vzel neko rudarsko čelado, ampak drugače pa ni bilo govora. Mi smo samo brali, da so ostali alpinisti dali pod klobuk papir, da so si nekaj tako zasilno čelado, proti padajočem kamenju. Ne. Drugače pa takrat ni bilo. Čevlje smo imeli z gume, to se pravi vibram spodaj, takrat ni bilo več okovankov, ne, to je, pa tudi tunih plezalkov ni bilo, ko je zgodovina, ki so s filcom. Tako da mi smo s tem začeli, jasno v kakršnih koli plezalnikih takrat ni bilo govora, pač nismo vedeli, da obstoja. In prvi, ki pa je začel plezati izven tega z drugačnimi Adidas copati, je bil pa Franček Knez, ki je veliko, vemo, da je bil ogromno naredil prvenstvenih in vsega. No in on je bil takrat električar v Emocelje. Njegov personalni ali karkoli je bil pa Veninšek Stane, ki je bil načelnik gorske reševalne službe. In on mu je omogočal vse mogoče stvari, da je lahko čim več plezal. Za UGRS pa ni imel časa, ker je to plezal. To je zanimiva stvar. Eno vprašanje tole, omenili ste torej stare še gojzare, s katerimi plezate, čelade ni bilo, pa so verjetno tudi ne. Kako ste plezali? Še okoli pasa. Okoli pasa. In kakšna pa je bila je že bila ta nova najlonska? Torej, kar smo mi plezali, je bila najlonka. Ker je po tisti stari, kaj je že bil, alpinist, ne napisal o najlonki pesem, ne. Plezate le z najlonko. Aha, celo to znam te pesmi. Ja. Slovenski? Ja, mislim, da je bil Avčin. Aha, to pa možno, ja. Mislim, čisto. Ja. Avčin. Plezajte ne z najlonko, ker pač so najboljše in tako naprej. Pesem govori o tem. In mi smo že takrat imeli zelene najlonke, to so bile, ne vem, neke ameriške, kaj je bilo, jaz ne vem. Bile so vse enake, ne, tako, tistih 40 metrov. No in tudi z dvojno vrvjo smo že znali plezati, ne, pol kasneje, ko je bilo treba. Ja, zdaj pa tako, ne, takrat trenirali veliko nismo. Ker se tudi, recimo v Celju, sem z bratom šla enkrat ali dvakrat na Grmado, to je peš, z kolesom ali pa peš gor, uro pa pol. Pol pa še po gore 4 pa 5. Skratka, nismo imeli takrat plezalnega vrtca. Kasneje je bil plezalni vrtec narejen v Tremarjah, tja so veliko hodili. No, danes je, ko so pa te stene, umetne stene, pa ti grifi, pa ni problem, pa ima vsak doma kdo hoče, ne. Tako da mi, ja, problem je bil to spomlad, ne, ker si bil neoplezan, pa vse si pozimal pa okoli, sam ne vem koliko. Ko sva pol enkrat z bratom šla lest nekega aprila, ne vem katerega, imam nekaj napisal, Rumeno zajedo. In jasno, tam v tistem, jaz sem bil malo boljši od brata, to se pravi, da sem lezel naprej, ne. In v propellerju nisem mogel, njih par nivov nabrati, ne, in sem friknil. Potem sem pa si roko takole, tule sem si presekal, levo ali desno takle, ker sem zgledal tudi klin po pot. No, pa so to obvezala, jaz vprašam Jane, zakaj pa je bilo, pa prav pada si. Ne, to je vse bilo. No, sem to obvezal, ampak jaz sem moral pol to zlest naprej tudi. In celo smer smo pol nekako napravila, da smo se do večera ven prehotapila. To je bil moj edini resen padec, ki sem ga doživel in to kar na začetnem obdobju. Mislim, je bilo pa to problem neoplezanosti, ne? To je bil to. Vprašanje, morda omenili ste, torej plezali ste celo z Cicom, Debeljakom, mogoče kasneje še vprašanje glede tega, ampak omenili ste brata, ne? Najlažje je dobiti brata za plezanje, tako v familiarnih zadevah. S kom pa ste še tako plezali v vaši plezalni karieri? Največ sem jaz dosegel z Ivo Reja. To je bil
dober alpinist, starejši, moj starejši, in on je bil tudi prvi črni pas v judu v Jugoslaviji. Ne. No, z njim sva vlezla v vse te najtežje stvari, smo jo 4. ali 5. ponovico razvedca, ki sem ga pa še neštekrat, 3-krat ponovil, ampak to je bilo prvo takrat. Bila sva tudi v Julicih. Kdaj približno to obdobje, katera leta? To je bilo tam okoli leta 58. Vse ne vem, zato, ker moram tisto še enkrat. Ja, Ivo Reja se potem po nesreči. No, potem, ja, z Reja to bilo pa tako, ne. Reja malo je zamiral, ker ni bil takrat izbran v Himalajsko odpravo. Katera, 60. na Trisul? Trisul. Ja. Malo je bilo to tudi, in potem smo bili gor za 29. november na Korošici in se on odločil, da gremo čez Škarje pa dol, ker mi ne bomo tako zajci pa pobegnali, ne, bomo pa to zlezli. Potem smo z Dušanom čas Kukovcem, tudi naš trojko smo bili. So ga prepričevala, ne hod, pa ne eno drugo, pa jaz grem, pa če ja še ne dva. In pa se jasno smo gazili sneg do približno do prsti, to je bilo čisto nov sneg, ki je padal celo noč. No in tam na prečki, na plezišču je pač potegnil glas, ne. Jaz mene malo zavrtel, Dušana nič ni, njega je podneslo. In to je bil tisti pršni glas, tako pršni, da je to, kjerkoli je zadihnil, se je zadušil. No, pol je jasno, tako so ga iskati začela, pa cepo, pa dol, nič. Dušan išče, jaz sem pa laufal dol na Korošico in za celo skupino reševalcev, naših pa prijateljev, alpinistov, ki so bili tudi takrat gor. Jaz sem jih tam nekje tiste vodol dobil nazaj in smo gor prišli, te časta še pa dva prijatelja bila gor na Korošici, sta prinesla sonde in pol so oni, pa je v 5 minutah ga našel sem, je bilo prepozno. Tako da sem ga pol, no, glavnem, to je bil moja težja izkušnja, najtežja, mislim, v življenju. Ne? Kateri so še drugi bili soplezalci? Jaz sem imel po Reji, prej bil brat, ne, Janez, to vemo. Potem je bil Ivo Rejas in Kukovc Dušan. To je bila trojka, ki smo plezali Grletič. Za tistim je bil Lojze Šteblaj. Z Ljubom Juvanom sva tudi plezala, nekaj lepih stvari. Namreč Ljubo je bil človek, ki je poznal Julice in poznal probleme. In ko sva enkrat prišla z vlakom na jeseniško postajo, je tam bil Uroš Zupančič in tako je začel poslušati isto, da tam je pa še nekaj. Tako da niso držali zase tiste informacije, ampak so jih dali Ljubu. In tako smo mi dva tudi šla zbolj v zajedo v Travniku, Jalovcu. No in tam sva imela kar, mislim, tako za naj je bilo tisto zelo težko. Jaz sem bil pa znan, da prečnico dobro leto. Te smo se pa pretihotapila čez gor in smo jo visoko ocenila, vse mogoče smo jo previsoko, ampak ne vem, ne. Ponavljavci, ne, potrdijovci, ne. Ljubo Juvan, torej, potem pa še v vaši zgodbi naprej še kakšen, taki bolj ja, recimo, ko smo pa v Andih, je bil pa Tine Mihalič, ki je tudi napisal knjigo o tem. S Tinetom sva bila pa, tukaj sem mlada kozlička, tako so nas oni imeli, ker sva pač uhajala in sva šla plezati, kar pač je bilo sploh mogoče. Pri tem je pa Tinče bil človek, ki je dobro, znal je tudi malo špansko, ker je francosko znal, ne. Tako da je francoščine govoril. Mi smo tam napravili nekaj prvenstvenih vzponov, recimo Piko Jugoslavija pa Piko Reja. Ampak mislim, da potem, ko smo se vrnili domov, pa ko so fantje, Franci in ostali, ne vem, te stvari obelodali, pa eno pa drugo, da niso zadeve registrirali nekje na svetu
Boliviji ali pa kjerkoli v Boliviji, se nisi imel s kom govoriti, ker alpinistov ni bilo takrat. Ne. Tako da ne vem, zadeve so pač zdaj, mogoče so že sigurno spet preplezane, pa imajo nova imena. To bi me zdaj ne morem vprašati, Franc Lap ni več, Tinčeta ni, sam sem stal. Od teh vaših soplezalcev so bili med njimi, oziroma ne med vašimi soplezalci, ste v tistem času, ko ste začenjali, ali pa ko ste plezali, že vmes imeli kakšne vzornike svetovne smislu, menili ste seveda Eiger in prve zmagovalce, ampak kaj pa pri nas doma? So bili kakšni znani alpinisti, ki so vam bili vzorniki? Torej, jaz sem bral Rabifaja, potem Mazoja, pa to so bili daleč od nas, ne? To so bili pa tudi že Himalaje, takrat pa na Francozi so bili že na Napurni, pa tako naprej. Slovenija še ni bila takrat toliko, tako to so bili neki vzorniki v nekem smislu, ne? Malo visok smo streljali, ampak to je bilo, ne? Pri nas bi pa rekel, da, ne vem, jaz sem občudoval Čopova Joža, jaz sem ga še osebno poznal, smo bili skupaj na par taborih, mislim, tako, on je bil že vetežni bolj, kakšno je pa rekel. Torej njega, poznal sem tudi vso generacijo, Gandija, pa sem poznal, no, skratka, poznal sem, ker sem bil pač v Ljubljani, sem poznal precej Jeseničanov, tako da, ko sva lezla prvič Čopa z rejem, je vodo pravzaprav Jeseniška navezla Marko Butinar, pa še da ne vem imena. No in mi smo pol, vem, da smo šli nenavezani do pod samega vstopa v Čopov stebra, ne. Smo nenavezani, tako smo bili uplezani, da se tisti ni bil problem. No in takrat smo z Ivotom zvezla pač tudi to, kao šestica ali karkoli je bila in to smo. To še prej so pa naredila tisto peto ali četvrto ponovitev raza Deca, ker sem tudi jaz moral neke stvari reševati, neki so pa malo po sreči. Namreč tam je bil problem to, da v srednjem, najtežjem delu ni bilo klina. To je danes za proste plezalce, ni to problem, za nas je pa bil. In tam nekako smo se mogli pregolfati čez, da smo prišli do okolja trdnega materijala, ne. No, se ta smer nam je dala strašen elan potem, ne, ko smo to preplezali, smo rekel, če smo pa najtežjo stvar preplezali, pa smo pa res dobri. Tako da, no, to. Kaj pa mogoče lahko naštejete ali pa omenite enega, dva, tri, morda so plezalce ali pa tiste, Jože Čop je že bil omenjen, plezalce, ki lahko rečemo, da so vas naredili, da so tako močno vplivali na vas, da so vas zgradili kot alpinista, da so imeli velik vpliv. Ja, to so bili te celjski starejši alpinisti, to je res, ne. Ti so res, da niso več plezali ne vem kakih šestic ali pa kaj, ampak so pa bili vedno zraven, namreč mi smo bili tako, ne, mi smo bili enkrat, danes je bil GRS, to odbil, da smo bili pa alpinisti. To je bilo tako mešano, ne. No in mislim, da so vse te starejše sem zelo upošteval, Cica predvsem, Cic je bil res dober. To, kar je tukaj pri nas plezal, je bilo, so velike stvari bile, velike. Potem je pač nastala, srednja leta je pa žalostno končal, tako kar. Ne da se mi škoda zdi, ne. Drugače smo pa tudi Dušan Gradišnik, ki je bil bolj predsednik planinskega društva in nam je strašno pomagal, tako da smo mladi smo imeli oporo, ne, da smo dobili nekaj malega denarja, smo šli v Dolomite, pa tako naprej, tudi smo bolj v centralno ali pa tudi. Takrat ni bilo to tako, kot danes se v avto usedeš, ampak si moral iti na vlak, pa to, pa on, pa tretji. Prehod meje ni bil enostaven, ne, vseeno takrat, ne da je bila železna zavesa, ampak čez mejo je vseeno bilo težje priti. Ne, mi smo imeli potni list pa zdravo, to ni bilo. Ni bilo nobenih težav, torej šlo se v Italijo. V Italiji recimo smo šla z Janezom dol, ne vem, koliko je bilo časa, vem, da smo šli v eno trgovino Tomazini,
ki je imel alpinistično opremo. To so katera leta? Konec 50. 58, 59 tam nekje. In tam smo si kupila potem bundi, prvi bundi, ki pač nista bile puhovke, ampak noter nek sintetični material, ki smo ga pol dal k nosu, pa še pa sem ga sestri dal, tako da sem bil zelo zadovoljen. No, skratka, tam smo si potem tudi kline določene kupili, pa take stvari, ki pač pri nas ni bilo še. Ne? Tako da to se dobro spomnim, te firme Tomazini v Trstu, pa je bila v redu. Zdaj, Cic je bil naš vzornik, oziroma je res bil dober. Drugač pa, ja, njegova zgodba je bolj takšna, ne? Ko je dobil kakšne tudi take oboževalce, recimo, turiste ali alpiniste ali planince gor, in pol je to pokazal smer eine meine, spet eine meine. Pa smo videli, da je on eine meine. No, v glavnem, to je bil zanimiv človek. Ne? Je pa tako bil on. On je recimo pisal članek za Planinski vestnik direktno za stavnim strojem. On je bil stavec, tiskarnik. In on je napisal in je bila stvar že tiskana. Skratka, imel je neke tehnološke možnosti, ki jih drugi nisem imel, samo bilo roke pisati. No, moram pa reči, da tudi Ljubo Juvan, s katerim smo kar nekaj časa gledala, je bil izredni poznavalec, sem že omenil, Julicov, in s njim sva pa tudi tisto zajedel v Jalovcu plezala. Tista je bila tudi ena špica takrat. Ne. To je bilo pa za prve dni septembra, vem, da smo glih 60 leta in smo glih, ne, 56. Da smo ravno končali tehnično šolo v Navegovi, smo nekaj delali, sem bil vodja ekipe za novo električno inštalacijo. In smo tam cele počitnice delali, sem imel v štabu še 4, ki smo risali, potem pa tiste praktikante. To smo bolj razbijali tisto šolo in dali novo električno napeljavo. Tako da smo prva generacija, ki je tam bolj tudi diplomirala, ali pa, kako se reče, zaključne izpite napravila. Kasneje sem pa tudi bral, ta generacija je malo izpuščena zdaj, čeprav imamo od naših enega univerzitetnega profesorja, 5 inženirjev, pa 2 doktorja, kar imamo nekaj, ampak ni bilo nikogar, ko so to knjigo pisali, zadnja Vegova, nikogar iz te generacije. Oziroma se niso pozanimali, pa so bili drugačni. Omenili ste že kar nekaj vzponov iz vašega prvega obdobja, pa potem tudi kasneje se jih je nabralo precej, ne, slišali sem številko od 250 do 300. Morda lahko izpostavite enega ali pa nekatere, ki so se vam zdeli najtežji, mogoče ne po oceni, ampak zaradi kakšne zgodbe v zadnjih težkih trenutkov, odločitev, razmer in tako naprej. Ja, bila so leta, ko so v naše gore hodili vzhodno Nemci, Čehi in ostali in so nam pobirali prvenstvene vzpone, zimske prvenstvene vzpone. Tako smo, recimo, to je bila neka tekma takrat. Takrat smo vsi pač pazili, da bi bilo tole čim prej narejen, pa da je naše. Ne? No, moram reči, da eden teh vzponov je bil direktno v Štajerski rinki pozimi. Lezda sva z Joštom Silvom, res je, da smo lezda 4 dni, to ni bilo ne vem koliko veliko za reklamo delati, imela sva pa idealno vreme, tista spanje noter, pa tiste, ko sva imela s seboj, je bilo odlično, mislim, na policah pa neverjetno, so bile tudi tople te noči, no in pa sva imela uspešno zlezla ven. V dolini smo imeli pa še 2 fanta, ki sta nas prišla potem gor počakati, pa pomagala nas stvari, pa tako naprej. No, mislim, da ta smer je ena takih, ki se je vredno zapomniti, čeprav sem že pa nekatere druge slišali, da so si primat prisvajali, ampak to ni bilo res, ne, takrat vemo, kako je bilo. To smer bi lahko izpostavil, pa morda tudi
Lezel sem Komičevi maj v Veliki Cini, tudi z Lojzom Šteblajem. Tista nam je bila tudi na roke pisana, zato ker je pač tisti trg Dolomit je plezanje v apnence, čisto nekaj druga, ne, pa muka, pa kriz, pa težave, pa krušljivost, tam pa tega ni. Ne. Problem je bil samo to v tej smeri, da pač je bila vrsta spodaj 15 ali 10 naves. In zdaj, ko si prišel, če si bil 20 jutri dosti zgoden, potem si pač prišel noter in pa se to vleklo in ena naveza, recimo, da je imela neke probleme ali pa je bila počasna, potem je to vse skupaj zabremzano. Tako da ti se spomnim kaj drugega, tam se smo tudi na malo cino šli, ampak nič posebnega ni bilo. Ampak ta špon se mi je pa zdel takrat najbolj veličasten in pa res visok, ne, to je najvišje cino. Potem so pa recimo, nepozabni so pa prvenstveni v Andih, Cordillera Real, ne, kot sem že omenil, Pico Reja, Pico Slovenija, pa Pico Jugoslavija. In vse to sem pa že omenil, da so pač, ali so bili registrirani ali ne, to zdaj ne vem, namreč vsi tistih, ki bi lahko vedeli, tistih ni več. Kaj pa spon, ki vam ni bil namenjen, ali pa gora, ki pač ste si želeli smer, steno preplezati, pa ni prišla nikoli na vrsto? Imate kakšno tako? Seveda, na začetku sem omenil. To je Ajger. Pač enkrat sem bil spod, smo malo poskušali, vreme ni bilo, pa tudi nismo bili, ne vem, kako pripravljeni. Tudi potem je pa Kukovc šel, pa je Kukovc zlezel, takrat ne. Z dobrim plezalcem, on je imel Resnika Janeza, ki je zelo dobro plezal in se je potem na žalost ubil med soliranjem v Štajerski rinki. Mislim, da je direktno hotel solirati in je padel. No, tako da on je imel srečo, da vedno je imel dobrega soplezalca. Tudi on je v Ajgarju, kakor vem, je tudi Janez reševal te probleme, ko so bili kakšni večji. To je pač moja, to je, kako bi rekel, stvar, ki sem si jo želel od začetka pa do konca, pa je nisem napravil. Ste pa plezali marsikje, ne? Himalaja, Andi, stene zunaj slovenskih Alp, doma, poleti, po zimi. Zelo veliko je teh različnih načinov plezanja v alpinizmu. Kateri pa je vam najbolj ustrezal? Kje ste se počutili najbolj domače? Ja, ne vem, mi smo takrat imeli, vse odprave so bile še klasične, to se pravi ekipa, ki ima nosače, ki ima šerpe in tako naprej in potem po nekem redu ali po nekih sposobnostih, kdor je pač bil škurkar toliko v redu, je šel pač v zadnji vzpon oziroma na sam vrh. Ne. Ta ekspedicijski način je bil takrat, to še niso teh individualnih, še niso poznali. Ne. So že začeli nekateri, več ali manj so bili pa vsi taki ekspedicijski načini. Vse pa jugoslovanskih odpravah vemo, da so čisto vse bile do določenega časa, pa so začeli pa fantje po 2-3 hoditi sam. Mislim, ta novejši način, ko gre sta alpski način, kot pravimo, ne, ta se je pojavil kasneje več ali manj nehal plezati. Torej, leta 1964 ste bili z akademci, torej z društveno odpravo, ki je bila prva jugoslovanska v Andih, zelo uspešni. Potem pa nekaj let kasneje z državno reprezentanco, lahko rečemo takih odpravam, takrat torej z JAHU, jugoslovansko alpinistično himalajsko odpravo na Anapurno, mislim, da je Anapurna 4 in 2, vi ste bili na vrhu, Anapurna 2, vi ste bili pa na vrhu štirke. Kako ste takrat se počutili v Himalaji? Šli ste na pot z avtomobili, s kombiji ali z ladjo?
z avtomobili. Avtomobili? 3 avtomobile smo imeli, 2 smo stavkali, ostalo je pa še to vrljam pol. Pa so pa določene težave, da smo jih nazaj pripeljali. Torej, tja in nazaj z kombi. Ja, 11.500 km v eno smer. To je kar lepa, z vsemi težavami, karamboli, to je bilo še. No, v glavnem, mi smo takrat, tu nas je še kar nekaj zdaj, ko smo ne zdaj v obletnico, pred letom 2. Tako je bilo, za ta vrh Annapurna 4 je bil v svojih 200 ali pa 300 metrov pod taborom 6. V tem taboru 6 sem jaz en teden gor bil, ker sem čakal te, ko so nosili gor robo, pa ko so šli, naprej sta šla, pa sem 2. No in tam gor sem jaz toliko časa bil, da je bolj tudi Cic prišel, Aleš Konaver prišel gor, pa doktor Jože. In smo šli potem mi 3 proti vrhu gor. Tako to ni bilo nič, kako bi rekel, to je bilo paralelno z celim dogajanjem. Res je pa, da je bil vrh in smo bili veseli. Ja, govorimo o vrhu 7500, kar je vseeno. Ste pa na odpravi v bistvu dosegli malo manj kot 8000, Annapurna... Vem je bila pa 900, ja. To sta pa bila Mikec pa Matic. Taki zdaj se nekako najavila več male življenje. Zakaj ne, ampak smo probali vse, da ga dobimo, če ga ni. Kakšni so pa bili odzivi? Torej tudi v jugoslovanskem okolju, plezalnem, slovenskem, to je bil velik aspekt takrat, ne? Sigurno. Prvič vrh, ne? Mislim, vrh je res tako visok, takole, da se vidi. Odzivi, ne? V časopisju, ne samo slovenskem, ampak tudi jugoslovanskem. In to so bile jugoslovanske državne odprave. Tu je noter precej material. Jasno, to je pa prva stran, pa mislim jaz prva stran. Ja, so bile. Prva stran je pa to. Čudna družba, ne? Ja, ampak velika naslovnica, ne? To pa že pomeni. Ni to naslovnica, to je na drugi strani. Mislim, slika. Ja. No, je bilo kar odmev po Jugoslaviji, je kar šlo. Je bil odmev, kar. Bili smo sprejeti na Savezu, Planinarskemu savezu Jugoslavije, smo tudi neke plakete dobili. Bili smo sprejeti v našem planinski zvezi Slovenije in celo delegacijo je povabil Tito na sprejem na Brdo, kjer je Aleš Konaver predvajal vse pokazati slike, mnoge diapozitive. Skratka, tisto obisk na Brdu je tisti obisk, recimo, smo mi zavlekli za uro pa pol preko tistega določenega časa. In Tito je bil z vami? Absolutno, skozi zdaj. Pa jaz sem bil tam. Tako je pač bilo. V glavnem, bil je vesel, mi pa tudi imamo tudi vse skupne fotografije. Skratka, tako da smo nekako kar bili. Moram pa reči, da pod tistem mene je čakala diploma. Jaz sem moral pri tem imeli otroka, jaz sem imel diploma. In to mi je in pa jasno služba, ne. In nisem več kandidiral, pa rinil naprej v določene nove odprave, ker enostavno smel doma, dosti problemov, ne, sem imel otroka, pa službe ni bilo, pa diplomirati, pa to, vse so, ti prišli. Tako da... Ja, ker to je v bistvu bilo naslednje vprašanje, ne? Če govorimo o letu 69, ste bili stari 30 let. Ja. Najboljša, danes bi rekli najboljša leta za v Himalajo, pomeni, fant postaja mož, postaja bolj vzdržljiv, ima izkušnje, ne? Imeli ste izkušnje iz 2 odprav tuje gorstva, ni vas pa bilo v timu za Makalu 72. No, torej, razlog smo zdaj slišali, tisti,
časih je zadeva bila dosti bolj eksistenčni problem. Ne? Nisem mogel zdaj to iti pa nekaj pstiti, pa že tako, ko sem šel v Himalaja, sem pustil familijo, brez praktično finančnih sredstev, pa tako, ampak smo preživeli. To pomeni tudi torej, na nek način začetek 70-ih let vaše prenehanje z aktivizmom, ali ste še kdaj naredili nekaj malega sem še pol, ampak v glavnem ni več šlo, je bila familija in pa služba. Služba pa terjala tudi celodnevne angažmaje, tako da sem pol pač bil do penzije v črnem službi. Je pa diplomiral sem, ne? Kaj več pa nisem imel volje, oziroma ni bilo priložnosti, da bi kariero kakršnokoli delal, ne, pač smo take službe bili, da se ni dalo kaj veliko. Ja. Ste pa omenili, da torej družina na nek način je v tistih letih pomenila za večino plezalcev konec tovrstne kariere, ampak ste pa prenesli, ne, torej te vašo željo pa navdušenje do hribov in do plezanja tudi v naslednje generacije. Zanimivo je, torej, da že vaš brat Janez je plezal z vami in je prenesel torej, gene na predvsem Urbana, ne, torej, dragi moj prijatelj, žal pokojni tudi Urban Golob, s katerim sva začela s to zgodovine alpinizma, je vaš nečak, ne, vaš sin pa je že omenjena, ne, ta zgodba z 9A prvo slovensko Jure Golob, eden najboljših slovenskih športnih plezalcev prve rečemo generacije 90-ih oziroma leta 2000, potem Martina Krpana v Mišji Peči prepleza kot prvi in prvo 9A tudi odlični športni tekmovalec, torej začetnik v športnem plezanju. Torej to se je preneslo naprej, kako je pa z vnuki in Ja, tudi pleza. Samo pleza. Torej, ne že nekako tam nekaj, kakšne reprezentacije. Ne, Jure je bil takrat v svetovnem pokalu in je tam nabiral točke. Vem, da sem ga enkrat peljal v Gap, v francosko mejo, da sem šel čez Švico pa nazaj. Skratka, nekaj malega sem pomagal tu, veliko pa ne. Namreč takrat je bilo pri tem prostem plezanju to. Edina, ki je imela trenerja, je bila Martina. Fantje niso imeli pa nič. In zdaj koliko so se sami znali in koliko so trenirali in kakršni so imeli dispozicijo, recimo. Jure je imel močne roke, to je važno. In on je recimo doma treniral na takem leseni grif na 2-3, ampak taka ploščica, dašča, letvica, 5 mm in tam se je moral obesiti gor na prste, in pa nohti so. Kdo lahko, kaj z eno roko narediš, pa tako. On se je recimo štemal, bi se reče temu, z eno roko. Imel je nekaj dispozicijo, da je lahko bil dober. To je izkoristil in se je popravil. Čeprav smo pred tem je razne športe poskušal, bil je tudi tekmovalec v sabljanu. Celo, zanimivo. Sabljal oba. Pač imeli smo tako družbo, kot smo sabljali. Vse sorta prav, od smučanja pa to. Vse smo, včeraj pa smučala takrat za časa tele kolegica je bila. Zdaj pa nekaj za več. Mislim, najboljša slovenska smučarka je bila. Mateja Svet. Mateja Svet. Celo tako. Mateja Svet. Ja, tako da. Vse so še zdaj prijateljice, ampak nekaj je uspelo, nekaj ni pač. Jure tu je. Zanimiva, ne? Njen sin, ki ima ga posvojenega, pa zdaj borda. In zdaj tudi v državni reprezentaciji. Skratka, nekaj je športna živa. Ampak če se vrnem samo še nazaj, ne, torej za nas najbolj zanimivo temo, torej plezanje. Ne? Ja. Vi ste na nek način steber
pomembna točka v zgodovini slovenskega alpinizma z raznimi vzponi, dejanji, ki smo jih že omenili. Jure športnega plezanja in predvsem pri Juretu je treba omeniti obdobje, ko je začenjal in priplezal do 9A. To ni bilo obdobje, ko smo imeli hale, dvorane, visokih in nizkih sten, možnosti treningi, še stene majhne so bile redkost, kako je bilo težko v tistem času trenirati. Doma verjetno niste imeli plezalne stene, je bilo to nad vrati vse, kar je možnost za igrišče. Sam je imel na vratih tisto, da se je lahko štemo ven, vse. Znači, imel pa voljo, se pravi, pa dispozicija je imel veliko moč v rokah. To je bilo bistveno pri tem prostem plezanju. Dober je bilo. Se še zdaj tudi pleza skozi. Greš ta samo tomu miško, pa bi ta roma. Tako da vam je vplezan, sam bolj rekreativno. Ja. Zanimivo in lepa zgodba, ki smo jo pripeljali, torej od konca 40 let, ko ste prvič dobili zagon za gore do današnjih dni in vse preko Andov do športnega plezanja. Jaz se zahvaljujem za ta pogovor, veliko novega, sem prepričan, smo zvedeli, to je tudi namen teh pogovorov in hvala lepa za čas in vse dobro še naprej. Hvala za povabilo.